Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim dober dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v ospredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, vztrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, otrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rjevca. Živijo, lepo zdrav tebi, seveda in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Dobrodošel na Robinu, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi danes predstavili sami sebe? A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko, ne? Kajti jaz živim in delam to, ne? Enostavno jaz sem rekel že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat, ne? Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo, tako da je to, v bistvu to je moje življenje in težko bi sam sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav, ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način, ne. Torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko. Tako. No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, ko ste rekli, way of life, način življenja? Pravzaprav od samega začetka, ne. Jaz sem, doma je star klavir, več kot 200 let star pianino, Petrov, in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke in prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da ko so me starši vpisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati, sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne, da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne, če lahko tako rečem, ne. In evo, tako da je to, ne znam si predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav. Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana. Tako je. Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Band, legendarni goriški oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase. Kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere? Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji, ne, Big Band ni nastal zato, da zdaj bomo pa mi naredili ansambl in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej, ampak je bilo to preigravanje tako med prijatelji, smo se dobivali. Da se bomo imeli fajn. Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej, tako da je bilo to v bistvu nekaka družina, ne, bilo je klapa, bilo je eno prijateljstvo, ne, in mi je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi ta pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa za kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo, oziroma da smo ustvarili kariero, pravzaprav, ne, kajti Big Band je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo tudi na mojih koncertih. In tudi mladi jih poslušajo, to lahko povem tudi iz prve roke. No, pa morda za zaključek tega najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli, je bil glasbeni svet, Big Band recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti
do poslušalcev? Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, kaj ti danes pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem, karkoli pač ta družbena omrežja, daš posneti gor, nadiš glasbo z računalnikom, takrat je bilo pa drugače. Takrat priti do poslušalcev je pomenilo priti na nacionalno televizijo, na nacionalni radio, pa na nekatere lokalne radijske postaje in seveda priti v časopise, ki so bili vsi nacionalnega dosega. To so bili, ni bilo tako, niti ne veliko lokalnih časopisov, ampak si moral priti skozi en ozek filter. Ta ozek filter so pa, seveda takrat je bil samo RTV, tisti, ni bilo privat televizij. Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe, recimo, ali pa Dušan Velika Vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej. Renomirana imena. Pa Jure Robežnik, recimo. To so bila renomirana imena in če si skozi ta filter prišel, potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, kajti vsi so takrat gledali RTV, vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ker pač drugega ni bilo, ampak filter je bil pa res, ni bil... Ni bil enostaven, bom rekel. Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ki je te jaz spustil skozi in če nisi bil, tako, potem nisi prišel skozi. Žan Jerevcem in o njegovem delu ter seveda tudi prepletanju umetnosti in podjetništva spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej. Lepo pozdravljeni na Radio Robin še enkrat v tokratni oddaji Koraki do uspeha, kjer korakamo med podjetništvom in umetnostjo in kjer je v naši družbi glasbenik, pevec, vsem dobro poznani domačin Džani Rijavec. Džani, poslušalec sliši pesem v 3 ali 4 minutah, za njo pa verjetno veliko več časa vsega ustvarjanja, iskanja vsega, občutkov. Kako pri vas konkretno nastane pesem, tako me zanima. Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Rdeča roža je nastala vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ker živimo v času, ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, zdravo kmečko pametjo, da je 1 in 1 2, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spremeniti. In se mi zdi, da se potem zapletemo, in enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne, tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano, tako se mi zdi. No in ta pesem je nastala prav povedati ljudem, da nekaj jih pa vendarle še živi takih, ki zdravo še razmišljajo in ti ljudje, ki zdravo razmišljajo, bodo rešili svet. Ampak čisto konkretno, recimo, si dobil zdaj ta občutek, vas je prešinila ta misel in ste se usedli za klavir in je nastala pesem takoj, ali je to stvar globjega razmišljanja? Ne, meni nastane takoj. Ko se zgodi moment, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, ker pač to je tehnika, je treba, športnik mora trenirati. Da niso okoreli. Tako da niso okoreli, moraš tudi vaditi, moraš tudi, da se prsti razgibajo. Včasih pa, ko sosedem za klavir, pa je takoj melodija, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, tako da pri meni to nastane zelo hitro. No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji, še z skupino Big Band, pa tudi samostojno. Veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini? Torej, moram povedati, da takrat smo z ansamblom Big Band bili na 2-3 izjemno odmevnih turnejah. Prva je bila v Avstraliji, ko je Slovenija nastala in smo takrat v Avstralijo našim izseljencem nesli simbole Slovenije, zastavo, grb, ki še niso vedeli, kakšen je bila totalna euforija. In ta Avstralija je dala potem zagon, da smo takoj naslednje leto šli na turnejo v Kanado. Isto je bila tudi izjemno uspešna, potem na Švedsko, pa po celi Evropi, bili smo v Nemčiji, skratka, veliko smo koncertirali okrog, No in potem se je seveda to nekako preneslo naprej in tudi sam nadaljujem, bi rekel, te turneje med naše izseljence. Bil sem v Argentini, nazadnje na turneji, ampak v Argentini nisem bil samo za slovensko publiko, ampak sem bil tudi za
torej za neslovence. Se pravi za domačine. Za domačine ali pa recimo za publiko, ki niso Slovenci. Ne? Kako pa recimo slovenski izseljenci občutijo torej slovensko pesem? Verjetno bolj doživeto kot pri nas doma. Domnevam. Veste, kaj jaz rečem? Rečem vedno, da včasih si mislim, da tista Slovenija, ki je tam, zdaj, ko sem bil v Argentini, da tisto slovenstvo manjka tukaj pri nas. Tam res s srcem to, pa ne, to mladi, recimo otroci, tako naprej, pridejo na koncerte v Narodnih nošah. Veliko imam, recimo, mladih ljudi na Facebooku, prijateljev, ki so gor na profilni sliki na Facebooku v Narodni noši, mladi. Se pravi zavest. Zavest. In ta zavest se mi zdi, da nam manjka tu v Sloveniji. To skozi poudarjamo. Če pogledamo sosednje narode, pogledamo Hrvate, pogledamo Italijane, pogledamo, kako je močna ta narodna zavest. Se tu ne gre za noben nacionalizem, ne gre za nič, tu gre samo za čisto domoljubje, pravzaprav. Imeti rad svoj narod, to je zelo pomembno, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še toliko bolj do izraza. Pesem je absolutno, glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost je tista, ki mora politikom kazati pot. In umetnost je nad politiko. Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Z Džanijem Rijavcem nadaljujemo po glasbenem premoru. V naslednjem delu pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj. Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo. Džani Rijavec, še enkrat lepo pozdravljen. Živijo. Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, jaz bi samo ustvaril, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj? Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, v katerega seveda spada tudi umetnost noter, kakorkoli že obrnemo. Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži, se pravi, da je na trgu. Če si dober, potem se nimaš kaj bati trga, se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ampak tu ne gre za klasični izdelek, recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja, bom prodal zdaj kilo krompirja. Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki stoji umetnik, stoji duša. In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Se pravi, moraš potržiti svojo dušo, moraš potržiti svojo osebnost, moraš potržiti svoj imidž, ki si ga ustvariš. In to je tega pri nas v Sloveniji tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer. No, morda pa bo pri tem pomagalo tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo prinesli s sabo, z naslovom Trženje duše vaše partnerice Patricije Rijavec Simonič, ki govori ravno o tem, kako tržiti svojo dušo pa. Seveda, to je v okviru njenega doktorata, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, in trženje duše. Tukaj gre za znanstveno raziskavo, kako potržiti svojo dušo. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim. Kaj bi rekel, na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti? Ja, saj sama že naslov pove, Trženje duše, trženje umetnosti. Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno. No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime, se tržiti, ne pa da bi pri tem izgubil pristnost
svojo originalnost. To je zelo pomembno. Zelo pomembno, tukaj treba postaviti mejo. To je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, konkretno, rečejo, danes to laufa, to je trend, tudi jaz bom ustvarjal tako, in to je velika, velika napaka, ker to je samo tisto trenutno, morda bo zaslužil res, par tisoč evrov in je to, in potem se zadeva zgluči, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega. Pomembno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat. In ni enostavno. Ni enostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast, po domače povedano, kajti če ne prideš skozi. Tudi zato moraš imeti talent. Tudi zato moraš imeti talent. In se vrtimo v krogu. In se vrtimo v krogu. Umetnost je torej talent za narediti izdelek, za narediti pesem, in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati. Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri tem? Zdaj, ko je vprašanje duše, potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako v mestu točno, ne vem kaj, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem. In to je zelo pomembno. Ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, potem ni nič, da boš ti zdaj samo nekaj naredil, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj. Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako podjetništva, kot tudi umetnosti. Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, v Sloveniji tudi nimamo posluha, torej vsi ti slavni slikari, slavni umetniki so imeli mecene, včasih. In mi ni bilo treba razmišljati, oni so samo ustvarjali. In meceni so potem tisti, ki so, in to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno sem navijač Slovenije, kadarkoli igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, Ja, žal, ja. Ker bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ampak sponzorstvo, nekako na tem športnem področju je okej, so sponzorji, sploh če si vrhunski, dobiš, na področju umetnosti, še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi. In vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gor in tako naprej, ampak če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti omeniti, kot umetnik. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega problema. Se pravi, problema. da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč zadaj, kar se tega tiče. To hočem povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kajti, še eno stvar bom povedal, ki je zelo pomembna, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo dres zamenjaš, je brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen, Kultura je pa samo ena. Je pa samo ena in tista nas definira kot narod. Džani Rijevec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se v oddaji Koraki do uspeha dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti. Na Radio Robin smo v korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijevcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je za to ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost? Absolutno omejitev. Absolutno omejitev, kajti torej še posebej glasba je tista, ki rabi v občinstvo. In zdaj, če imaš ti
če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostarelih, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki bi rekel, ne spremljajo to, ne? Potem prideš na koncu, da imaš 10,000 poslušalcev, ne? Tvojih, recimo. Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane na sceni, da ostane zanimiv konec koncev, ne? Tako. Pa tudi recimo, ne, ti predstavljaš, ne vem, zdaj sem spremljal tole, vsako soboto je bila, ali pa sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj sem se hitro vprašal, kaj pa, če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu, recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa ne vem, kjerkoli, ne? Ali pa v Ljubljani, ali pa ne, ali bi bil Michael Jackson, ne? Se pravi, ni vseeno. Ja, bi bil slovenski Michael Jackson. Bil recimo slovenski Michael Jackson, ne? Tako, seveda, zelo, najverjetneje precej manj prepoznaven kot v tem trenutku, ne? Tako, včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, plošč in koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli, ne? Ja. No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Đani, prilagodili temu novemu svetu? Absolutno se je treba prilagoditi, o tem sploh ni dvoma. Ni dvoma, ni debate, ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako. No, to me zanima. Ja, koliko časa vam povere, recimo, promocija, če smo prav de facto? Recimo, da je to je čez cel dan, ne? Ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gor in tako naprej, ampak recimo, da je ura, ne? Mogoče 1,5 ura na dan, mi vzamejo ta družbena omrežja, ne? Ker pač moram biti prisoten, tako če bi še seštel čez cel dan. Ne? Sami upravljate z njimi? Imate morda, nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne, da mi to delam. Vas ta samopromocija kdaj tudi utrudi? Ja, velikokrat me utrudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družbenih omrežij, biti skozi prisoten gor, tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, je utrudljivo. Pa recimo, če se povrnemo na trg zopet, ne? Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate? Absolutno. Velikokrat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto vztrajam na svoji poti, to sem pa tudi že prej rekel. Mislim, da je potrebno vztrajati, ne? Ker če ne vztrajaš, potem pa tudi jaz ne more me nihče, oziroma tako bom uporabil to refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam, ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, to sem jaz, to jaz delam, in pa tudi če komu ni zanimivo, ali pa v tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, v življenju so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor, ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba takrat je treba potiskati. Torej, boste vztrajali na svoji poti tudi za ceno morda malce nižjega. Absolutno. Vsega skupaj, no. In zaslužkajo vsega. Tako. V redu. Đani Rijavec, naš domačin tukaj v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga povprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg. Đani Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe? Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, bi rekel, moje kolege ali kakorkoli že, pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že to omenil, ne, v bistvu, to je zdaj in, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne. Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih. Naj bi rekel ne. Pravzaprav naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti.
In noben drugi. Ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač ta dalmatinski melos zdaj teče, ne, pa potem so se vsi obrnili, bom tudi jaz napravil v tem stilu, ne, ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape, ne, namesto pevski zbor ali pa namesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati, ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenski kulturi, slovenski identiteti, ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum. Ne. A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe? Absolutno. Ne more biti večno, ne? Ne more biti večno. Večen si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš zavedno in boš vedno ostal. Đani Rijavec, mnogo je takih mladih, ki se še odločajo, ali bi vstopili na tole trnavo pot kulture, umetnosti, ne. Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu, recimo, se obrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svoj pot, kaj bi bil tisti prvi nasvet, ki bi mu ga dali? Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se in ustrajaj na tem. Kajti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo. Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, ustrajnostjo, brez tega instant uspeha? Absolutno se da graditi, absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje ime. Pa je danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih? Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne? Če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne? Če ima neko dušo, če ima neko vsebino, ne. Kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne, da si lahko sploh gor prišel. Ne. Danes tega filtra enostavno ni. To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne vsebine, kaj bi bilo? Niti sam ne vem, ne, ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti, ne, ker ne morejo glih vsak biti na... Vsak ima 5 minut časa. Vsak ima 5 minut časa, je že na odru, ne? Tako bi temu rekel. Ne? In to ni v redu. Ne? Je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta, ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zev od pleve. Ne? Mora biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skosno. Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora. Đanija Rijavca bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Koraku do uspeha in seveda odgovoril bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi. Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je vsem dobro znani Đani Rijavec, ki ga sedaj sprašujem na tako vprašanje, ki ga bo poneslo malce nazaj. No, Đani, za vami je dolga in bogata ustvarjalna pot. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej? Zato, mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kajti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne. V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam in še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešno, ne. En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel, ne. Tako da... Dobro. Še le prihaja. Še le prihaja, torej. Super. Ja, tako je. Odlično, to je lepo slišati. In če bi danes začeli znova, bi šli zopet po isti poti. Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam, to sem jaz, to je moja duša in tržim svojo dušo. V letošnji sezoni Korakov do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega
področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Džanja postavil tole vprašanje. Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravila tudi umetna inteligenca? Med počitnicami. Moja umetnost nima počitnic. Nima počitnic. Na kratko povedano. Moja umetnost se dogaja skozi se nekaj dogaja, ne? Tako sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to, ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca. Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi? Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo? Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda zdaj še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte? Torej, jaz sem na turneji, moje 40, ki bo trajala 2026 pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In začenjam, oziroma sem začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti, to so majhni, bi rekel, majhni cukrčki, ne, taki, večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla, ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027. Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno. In zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil. Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za srce in za oči. Tako. No pa morda še čisto za zaključek, evo, zadnje vprašanje, Džani Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Džaniju na začetku svoje umetniške poti? Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se. To menjate že ves čas in očitno to drži. Džani Rijavec, najlepša hvala za vaš čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo, naše poti se bodo še križale, zagotovo. Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim. Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo v jubilejno 10. sezono, skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.